vsi skupaj en lep pozdrav na današnjem uvodnem predavanju v petem ciklu Favničevih izletov matematične vesolje. Zelo mi je veselje, da ste se odzvali danes v takem številu. Naj povem, da danes se začenja že peti cikel v naših programskih knjižicah za letošnje leto, lahko razen letošnjega cikla in vse predavanja. Se lahko gledate tudi vsa pretekla predavanja, katera so že potekala v sklopu tega cikla predavanj v izletu matematične vesolje. Naj vas pozdravim tudi v imenu koordinatorja celotnega tega programa in vseh teh izletov, dr. Martina Mileniča, ki žal danes zaradi drugih obveznosti se mogel opravičiti. Veselje mi je, da je danes uvodno predavanje bo prevzel dr. Štefko Miklevič z naslovom Kratek izlet v zgodovino kriptografije. Mogoče nekaj par besed o samem predavatelju. Dr. Miklevič je leta 2002 magistriral, nato pa tudi leta 2004 doktoriral na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Njegovo raziskovalno področje sta predvsem teorija grafov in algebraična kombinatorika. Kot asistent in predavatelj je sodeloval s Politehniko v Novi Gorici ter pedagoško fakulteto v Kopru. Leta 2007 je kot Fulbrightov štipendist 6 mesecev raziskoval in deloval na univerzi v Wisconsinu v ZDA-ju. Leta 2000 do 2004 je bil asistent, od leta 2005 do leta 2010 je deloval kot docent, od junija 2010 pa kot izredni profesor na Univerzi na Primorskem. V letih 2010 do 2011 je bil tudi direktor ene izmed članic Univerze na Primorskem, to je Inštitut Andrej Marušič. Novembra 2011 pa je bil tudi imenovan za prorektorja za znanstveno raziskovalno in razvojno delo Univerze na Primorskem. Leta 2012 je prejel tudi Zoisovo priznanje Republike Slovenije za znanstvene dosežke na področju matematike, leta 2014 pa nagrado za primorski nagrado, ki jo znanstvenikom za uvajanje vrhunskega znanja v prakso in sodelovanju z obema primorskima univerzama, ko delujejo Radio Koper, Televizija Koper in Primorske novice. Prosim. Hvala za ta uvod, za predstavitev. Jaz sem si za to današnje prvo predavanje, kot smo slišali v petem ciklu izletov matematično vesolje, izbral eno vedo, ki leži nekako na presečišču uporabne matematike in pa računalništva, to je kriptografija. Malček več o sami kriptografiji kasneje. Zbral sem si pa naslov Kratek izlet v zgodovino kriptografije. Teh predavanj o kriptografiji je kar precej. Kriptografija je namreč zelo aktualna veda, posebno v zadnjem času, bomo malček kasneje razložil, zakaj in je teh predavanj kar precej lahko zasledite in v javnosti ali pa preverjate na internetu, kaj o tem. Tako da sem rekel, zakaj ne bi bilo to predavanje mogoče malček drugačno in sem si nekako zadal za cilj, da vsaj nekaj primerov iz kriptografije predstavim skozi nekatere zgodovinske osebnosti oziroma nekatere zgodovinske dogodke, ki so se dejansko zgodili. Kriptografija sama je postala že tako obsežna veda, da so kurzi o kriptografiji se predavajo na univerzah kot celoten semestrski predmet, pa niti ne, kar nasploh o kriptografiji, ampak samo v določenih delih kriptografije, recimo kriptografija simetričnih šifr, kriptografija eliptičnih krivulj in tako naprej. Tako da je utopično misliti, da se bo lahko v eni uri nekako predstavljalo celotno kriptografijo od začetka do konca. Tako da sem prisiljen tukaj nekako neke kompromise iskati in samo določene izseke iz zgodovine kriptografije prikazati. Tako da to boste pač morali vzeti v zakup. Zdaj najprej, kaj to, prej kot gremo na ta nekako zgodovinski pregled kriptografije, kaj to kriptografija sploh je. Že v povzetku sem nakazal, da je kriptografija sestavljena iz dveh
dajmo temu reči, podved. Ena izmed teh dveh podved se ukvarja s tem, kako sporočilo spremeniti na takšen način, da bi morebitna tretja oseba, nepooblaščena oseba, ki bi to sporočilo prestregla, tega sporočila ne znala prebrati ali pa ga uporabiti. Tista oseba, ki je pa to sporočilo namenjeno, pa ima neko dodatno informacijo, neko skrivno informacijo, ki ponovadi znotraj kriptografije rečete skrivni ključ, in s pomočjo te dodatne skrivne informacije pa tista oseba, ki je sporočilo dejansko namenjeno, pa to sporočilo zna razbrati oziroma ga pretvoriti v tisto prvotno obliko. Tukaj ni važno, kaj je to sporočilo. A je to dejansko nek tekst v slovenščini oziroma angleščini, a so to neke številke, ker živimo zdaj pač v dobi računalništva in imamo pač vedno pravka samo z ničnimi imenkami, ali je to mogoče nek računalniški program, karkoli, kar hočemo mi, karkoli, kar nočemo, da bi nepooblaščena oseba znala prebrati, uporabiti, razkriti, karkoli že. Način pošiljanja je pa tudi karkoli. Lahko je to navadna pošta, lahko je to elektronska pošta, lahko je to telefon, lahko je to mobilni telefon, telegraf, radijska povezava, karkoli že. Veste, da v vseh teh primerih, ki sem jih zdaj naštel, ni prestrezanje komunikacij noben tak grozen problem. Če govorimo o navadni pošti, je tukaj pač fizično, se lahko pošta odpre, pismo odpre, prebere, nazaj zapre. Če govorimo o mailih in pogovorih po telefonu, tudi vemo, da z neko dodatno opremo, ki je dosti pocen dan danes na tržišču, se te pogovore oziroma komunikacije lahko prestrezajo. Tako da samo prestrezanje komunikacij ni težava. Ni težava, zato smo prisiljeni, ukolikor hočemo, da naša komunikacija ostane skrita, uporabljati razne kriptografske metode, se pravi metode, s katerimi naše sporočilo tako prekrijemo, da ga, kljub temu, da ga bojo prestregli, nekje ne bodo znali prebrati. Drug del kriptografije, to je pa tista druga podveda, je pa nekako nasprotna tej, o kateri sem zdaj govoril. Pri tej drugem delu kriptografije se pa postavim v vlogo tistega, ki sporočilo prestreže in ga poskušam to sporočilo razbrati, čeprav nimam tiste skrivne informacije, tistega skrivnega ključa, ki ga ima prejemnik tega sporočila. Temu delu pa pravimo kriptoanaliza. Tako da imamo tukaj dve nekako nasprotni si dejanji, ki sta obedve nekako združeni pod temu, kar pravimo danes kriptografija. Kriptografija je danes del matematike. Zaradi česa? Če se najprej omejim na tisti prvi del, se neko prikrivanje sporočil, vsi ti postopki, vsi znani postopki, kako danes ta sporočila prikrivamo, kako jih, kot rečemo, v kriptografiji zašifriramo, temeljijo na nekaterih matematičnih problemih, ki imajo neke posebne lastnosti. Te posebne lastnosti so to, da so ti matematični problemi oziroma postopki v eno smer lahko izvedljivi, v drugo smer pa težko. Pa bom dal en primer, ki ga vsi poznate, in na katerem temelji eden izmed najbolj razširjenih, pa verjetno kar najbolj razširjen, ta kriptografski algoritem, ki je danes uporabi, to je ta kriptografski algoritem RSA. Temelji na dejstvu, da če vzamem dve zelo veliki praštevili, govorimo o praštevilih, ki imajo 100 mestnih praštevili, je po eni strani dokaj zelo enostavno ti dve praštevili zmnožiti. Obratno pa iz produkta razstaviti produkt nazaj na oba dva prafaktorja je pa izjemno težko. No in takih zadev, takih situacij je v matematiki še kar nekaj in vse te se probajo izkoristiti na nek način, da iz njih lahko naredimo takšne postopke, ki nam pomagajo pri šifriranju sporočil. Tisti drugi del, kriptoanaliza, kjer pa hočemo sporočilo razvozlati, je pa tudi zopet povezan z matematiko, ker tam pride pa do upošteva statistika, razne statistične obdelave, verjetnost, pa seveda, če imate opravka z nekim sistemom šifriranja, ki izvira iz teorije števil, kot ta, ki sem ga prej opisal nekako vse v grobem RSA,
Potem seveda tudi, če hočete vi to šifro razbiti, oziroma jo prebrati, si boste zopet pomagali s teorijo števil, tako da sta oba ta dela neločljivo povezana z matematiko. Ne? Zdaj, ni si težko predstavljati, da prej v zgodovini je kriptografija bila nekako v domeni nekih, bom rekel, vojaških komunikacij, v vojnah so to rabili, pa v neki visoki diplomaciji se je verjetno to rabilo in nekako do pred kratkim običajni državljani, običajni smrtniki s tem niti niso imeli takih problemov, da bi kdo hotel bilo kaj prikrivati pred kom drugim. Potem pa najprej prvi korak, ko se ta uporaba kriptografije razširi, je pojav tako imenovane industrijske špionaže, s pojavom velikih industrijskih družb, ki so si konkurenčne in ena za drugo stikajo, kaj ta dela, kakve izboljšave imajo, in se tukaj najprej razširi neka kriptografija iz tega področja diplomacije in vojske na industrijo. Dan danes, pa s pojavom in razmahom interneta, imamo pa s kriptografijo opravka vsi. Vsi, večinoma vsi, skoraj vsi. Če, na primer, nakupujete preko interneta, če poslujete z banko preko interneta, spletno bančništvo, spletno nakupovanje, tukaj se preko interneta pošiljamo toliko nekih podatkov, ki ne bi radi jih delili z drugimi, da je tukaj kriptografija nujna. Recimo, ko nakupujete preko interneta, pošljete na koncu vedno tisti spletni trgovini številko vaše kreditne kartice, in če je tukaj kaj narobe, ste lahko dejansko poškodovani, spozna se vam na bančnem računu. Podobno, ko poslujete z banko preko interneta, poleg tega, da so to neke informacije, ki jih ne želite ravno deliti z vsakim, je pa zopet tukaj številka vašega bančnega računa, prenakazila in tako naprej. Tako da s tem imamo danes opravka vsi, tega se verjetno niti ne zavedamo, ker so stvari dokaj avtomatizirane, ampak v ozadju vseh teh transakcij, ki jih delamo, vseh teh komunikacij pri teh primerih, ki sem jih naštel, so tukaj razne kriptografske metode. Toliko nekako za uvod, zdaj bi pa res prišel na ta glavni del mojega predavanja, kot sem rekel, bi poskušal nekako nekatere postopke šifriranja predstaviti skozi razne zgodovinske osebnosti in pa zgodovinske dogodke. In vsak kolikor toliko resen pregled zgodovine kriptografije ne more iti mimo Julija Cezarja, vsi ga poznamo. In o njem pravi rimski kronist Gaj Svetovni, da se je s Cicerom dopisoval tako, očitno vsaj kar je bilo nekih, si predstavljate v Rimu, da verjetno ni bilo prav varno vsakomu svojih načrtov razlagati, na koncu so ga zabodli, tega, pa marsikega drugega. Tako da je bila neka potreba vsaj v tej visoki diplomaciji, da se določene stvari prikrijejo in je, kot sem rekel, Cezar se pa je dopisoval s Cicerom tako, da je v svojih sporočilih vsako črko zamaknil, nadomestil s črko, ki je v abecedi 3 mesta naprej. Tako nekako, če to zdaj na slovensko abecedo premečem, seveda takrat so bile druge črke v polavi, ampak v dan današnji naši slovenski abecedi bi to pomenilo to, da v tistem sporočilu, ki ga hočemo bi nekomu poslati, črko A nadomestimo vedno s črko Č, B z D, C z E in tako naprej. Na koncu pa V nazaj z A-jem, Z z B-jem, Ž pa s C-jem. Recimo, če bi hoteli usodno zadevo za Cezarja na tak način zašifrirati, Marčeve vide, bi to pomenilo tako. M nadomestimo s P-jem, A s Č-jem, R s T-jem in tako naprej. Dobimo nek niz nekih črk, ki na prvi pogled nima nobenega smisla. Če pa tisti, ki mu je to sporočilo namenjeno, ve, kaj smo naredili, mora enostavno P nazaj zamenjati s tisto črko, ki stoji v abecedi 3 korake pred njo, Č ravno tako, T ravno tako in tako naprej za vsako, in dobi originalno sporočilo, ki pa ima nek smisel. No to, da je Cezar ravno trojko izbral, da je ravno rekel, da bo nadomestil s tisto črko, ki stoji 3 mesta za
črko, ki jo hočete zamenjati, to nima nobene posebne vrednosti, ne? Lahko si izberete bilo kjero število med 1 in 25, n recimo, ne? In rečemo, vsako črko mojega besedila, ki ga hočem zašifrirati, bom zamenjal s črko, ki v abecedi stoji n mest za to mojo črko. Ne? Taka šifra, ne, ima seveda Cezarjev na čas, danes se imenuje Cezarjeva šifra. Ne? No, ampak vedno v kriptografiji, ko imate nek sistem, s katerim lahko določeno besedilo zašifrirate, ne, se morate vedno vprašati, koliko je ta vaš sistem varen. Ne? To se pravi, če ga bo nekdo prestrelil, a ga bo z lahkoto razbil in iz tega sestavil potem originalno sporočilo, a mu bo to vzelo en dan, en teden, eno leto, mogoče eno leto je potem že zadost, takrat ta zadeva za vas ni več aktualna. Ne? No, pa dajmo pogledati, kako je varnost te Cezarjeve šifre. Ne? Se pa pri tem, ko študiramo varnost šifr, vedno držimo tako imenovanega Kirchhoffovega principa. Ta pravi, da moramo vedno privzeti, da nasprotnik, se pravi tisti, ki je potencialno prestrežen naše sporočilo, vedno ve, kakšno metodo šifriranja uporabljamo, ne pozna pa ključa, s katerim smo zadevo zašifrirali. V tem primeru bi pri Cezarjevi šifri bi pomenilo, da nasprotnik ve, na kakšen način smo mi besedilo šifrirali, ne ve pa, a smo zamaknili vsako črko za eno mesto, za 2, za 3, za 4 in tako naprej. Ne? To pravi ta Kirchhoffov princip. Ne? In ni toliko iz zraka privlečen, ne? Iz lufta privlečen, ker danes, ko se greste vi na banko zmeniti, da vam dajo to mobilno bančništvo, ne, možnost, da z banko reta preko interneta, je sistem, šifrerni sistem, ki varuje to vašo komunikacijo, jasen. Je javno objavljen, se točno ve, ne, kaj je, vi pa dobite ponavadi potem na banki en tak displejček, kjer se vsako eno minuto ena nova številka prekaže, vsaj tako je pri novi KBM, ne vem, kako je tudi pri koprski, ne, moče kakšen drug način. In to je pa tista vaša skrivna šifra, ki jo pa nasprotnik ne pozna, ne, in vam omogoča, da je šifriranje še vedno varno, čeprav tisti, ki prestreže sporočilo, ve, na kakšen način je to sporočilo šifrirano, ve, s kakšnim algoritmom je to šifrirano. Ne? No in če se držimo tega Kirchhoffovega principa, seveda, ne, Cezarjeva šifra ni varna. Ne? Vseh možnosti v slovenski abecedi je samo 25. Ne? Ja, boš pa po vrsti preveriti vsako od teh 25 možnosti, vzelo mogo 5 minut, ne? Na koncu bo tisto od teh 25 možnosti, ki ima nek smisel, ne? Vidno, da je tista ta prava, ne? Tako da bila je Cezarjeva šifra mogoče pogojno varno v tistih časih, ker sploh niso vedeli, na kakšen način je bilo tisto narejeno, ne? Ampak sicer pa dan današnje ne. Sprav, kaj je slabost te Cezarjeve šifre? Ne? Slabost je ta, da je premalo možnih ključev. Samo 25 je, ne, in nič več. Ne? In to je seveda lahko preveriti ni problem. Ne? No, potem, če gremo nekako zgodovinsko naprej gledano, ne? Kaj je izboljšava Cezarjeve šifre, je to tako imenovana substitucijska šifra. Ne? Cezarjeva šifra je tudi poseben primer te substitucijske šifre. Kaj se naredi pri Cezarjevi šifri? Vsako črko abecede zamenjate z neko drugo črko. Kar jo pa naredi to Cezarjevo šifro šibko, ne, zakaj ni varna, je zaradi tistega vzorca, na kakšen način črke zamenjate. Vsako črko zamenjate s tisto, ki leži v abecedi nekaj mest naprej. Ne? Ampak pri substitucijski šifri pa lahko rečemo, vsako črko abecede zamenjamo z neko drugo črko, ne? Ampak ne nujno na tak način kot pri Cezarjevi šifri. Kakorkoli že, ne? Za A si izberemo eno črko, za B si izberemo neko drugo črko, za C si izberemo neko tretjo črko, to napišemo na en list papirja, recimo, s tistim, ki se hočemo pogovarjati, si ta list papirja izmenjamo, ne? Ko mu napišemo sporočila, uporabimo to tabelo, ki jo imamo tam v eno smer, ne? A zamenjamo s F-jem, B zamenjamo s H-jem, C z D-jem in tako naprej. Ne? Ko bo pa dobil, bo pravno obratno to preveril. Ne? Bo pravno obratno naredil. Ne? Recimo, tukaj bi bil en tak primer, ne? A zamenjamo z M-jem, B s F-jem, C z R-jem in tako naprej. Kaj moramo samo pri tem menjanju paziti? Ne? Če smo A zamenjali z M-jem,
A lahko še katero drugo črko zamenjamo z M-jem? Ja, ne smemo, ne? Ker če bi to naredili, recimo, da bi tudi z M-jem zamenjali, ne? Tisti, ko bo naše šifrirano sporočilo dobil, ko bo naletel na črko M, ne bo vedel, kaj jo mora zdaj odšifrirati. A tisti M, ki ga ima on tam napisan, ga mu predstavlja A ali mu predstavlja V. Tako da moramo paziti, da če smo A zamenjali z M-jem, nobene druge črke ne smemo več z M-jem. Če smo B zamenjali s F-jem, potem sta M in F zasedena, vse ostalo ostane je še prosto. No pa dajmo tukaj zdaj pogledati, kakšna je varnost te substitucijske šifre. Koliko je pa zdaj vseh možnosti, na koliko načinov lahko to si izberemo, to zamenjavo črk. Tukaj samo malček spomnim na kombinatoriko, pa tako imenovano pravilo produkta, v srednji šoli se o tem učite. Recimo, da gremo kar po vrsti, ko se za A odločimo, s katero črko ga bomo zamenjali. Koliko imamo vseh možnosti za A? Je kar še vse črke imamo na voljo, 25 črk vam je na voljo, ker konc koncev lahko se tudi, zato da boste malček zafrknili nasprotnika, odločite, da bo A kar ostal A. Sprav, z bilo katero črko abecede lahko A zamenjate, to vam da 25 vseh možnosti. Kaj pa potem za naslednjo črko abecedi, za B, koliko možnosti vam ostane? 24, ne ravno zaradi tega, ker smo prej rekli, da ne smete dveh črk z isto črko zamenjati. In če ste eno črko že porabili za A, vam jih 24 ostane za B in potem tako naprej, 23 za C in tako naprej do tega zadnjega siromaka želja, ki mu potem ostane samo tista črka, ki je še ostala na tak način. To se pravi, vseh možnih ključev je v tem primeru produkt prvih 25 naravnih številk, kot temu rečemo 25 faktorsko, in to je tista ogromna številka, ki je tam napisana. No, teh možnosti je pa seveda bistveno preveč, da bi šli mi tako kot pri Cezarjevi šifri vsako probat, malo pa da vidimo, kjera je ta prava zdaj. Tukaj je mogoče samo za zanimivost tem izračun, če predpostavimo, da imamo nek računalnik, super, ki v eni sekundi preveri 1 milijardo teh ključev, da si z računalnikom pomagamo. To še vedno traja toliko, kot je tam napisano sekund, kar je približno toliko let. Mnogo preveč, da bi lahko kdo na kakšen način to razbil. Ampak, vedno je potem pri teh stvarih en ampak. In ta ampak je, vendar, je to tukaj. Kar je ta tabela tukaj, kar predstavlja ta grafikon oziroma tabela, je pogostost črk v angleški abecedi, ne v slovenski, ampak v angleški abecedi. Dajte se spomniti na slovensko abecedo. Že takoj dobite občutek, da se v nekem besedilu neke črke pojavljajo večkrat kot druge. Recimo v slovenščini so to samoglasniki, mogoče U niti ne toliko, potem pa pridejo od soglasnikov, M, N, P, R, ti so dokaj pogosti, kak F, Ž, H, G, ti so pa malo manj pogosti. No, za angleško abecedo je to dokaj dobro raziskano, E se pojavi približno z verjetnostjo 12% v angleškem tekstu, T z verjetnostjo 9,10% in tako naprej, do tistih, ki so najmanj nekako verjetne, to so X, Q, J, Z. In kaj je zdaj problem s substitucijsko šifro? Kaj ohranja substitucijska šifra? Ohranja pogostost teh črk. Vi lahko E zamenjate z neko črko, T recimo, ampak potem se bo pa v tistem šifriranem besedilu T pojavil največkrat. Lahko T zamenjate z G-jem, ampak bo v tistem besedilu, ki ga imate, G druga najbolj pogosta črka, ki se pojavlja. Seveda morate imeti za to stvar na voljo dosti besedila. Če imate en stavek ne bo zadost, da se bo odražala ta porazdelitev frekvenčna. Če imate pa na voljo daljši tekst in tega lahko naberete tudi z več sporočil, nekaj prestrežete, potem lahko s to frekvenčno analizo to substitucijsko šifro dokaj lahko razbijete. Prešteli boste, katera črka se v vašem besedilu največkrat pojavlja in z zelo veliko verjetnostjo tista črka potem ustreza E.
tista, ki se druga najbolj pogosto pojavlja, najbolj verjetno ustreza T-ju in tako naprej. Ne? Seveda imate potem še druge stvari, s katerimi si lahko pomagate. Ne? Lahko potem gledate pare črk, ne? Kako pogosto neki pari črk nastopajo. Ne? Angleščina je recimo tipičen primer, kjer se TH pojavi največkrat od vseh parov možnih črk. Ne? Ker imate ogromno nekih besed v angleščini, ki vsebujejo TH. This, that, the in tako naprej. Ne? Pa VH je tudi zelo pogosto. In s tem potem še dodatne možnosti vam dajo, da lahko še bolj zožite vaše zbori. Na tak način se da substitucijska šifra dokaj hitro razbiti, ne glede na to, da je tistih ključev toliko ogromno, kot smo jih prej videli. Mimogrede, ne, ta frekvenčna analiza, ne, kje pride še v poštev, kar nima s kriptografijo nobene zveze. Če kdo radioamater, kaj je Morsejev znak za E? Ena pikica, ne? Za T pa ena črtica. Ne? Morzej je, ko je sestavil to svojo Morsejevo abecedo, tistim črkam, ki se največkrat pojavljajo v angleščini, dal najbolj enostavne simbole. In če ste pogledali X, Y, Z, imajo pa vsi po 4 znaki. Ne vem, kakšne, ampak. Torej, ne, s to imenovano frekvenčno analizo, ne, če imamo le dovolj tega teksta na voljo, lahko to substitucijsko šifro enostavno razvozlamo. Se pravi, kar je nekako nauk tega, ne, ni dovolj samo to, da nam šifra omogoča veliko ključev, ne, imamo tudi druge plasti, katerih se moramo paziti. Ne. Torej, kaj rabimo zdaj? Ne? Če si pogledamo zdaj to Cezarjevo šifro, pa zdaj to substitucijsko šifro. Ne? Rabimo neko šifro, nek sistem šifrerni, ki ima kot prvo dovolj ključev, da je nemogoče vsakega posebej preveriti. Ne? In moramo zagotoviti, da nam ta šifrerni sistem ne bo ohranjal te frekvence črk. Kar pomeni, E se ne sme vedno z isto črko zamenjati. Enkrat se mora z eno, enkrat z drugo. Ne? No, to pa je pogruntu tale možak tukaj Vižine. To je bil pa francoski diplomat. Ne? Že prej sem rekel, da prej kriptografija imela v diplomaciji, pa v vojski nekako domovanje. Ne? In glede na to, da je bil diplomat, očitno se moral tudi s takimi zadevami ukvarjati. Ne? In je on pogruntal oziroma izpopolnil, vse so že imi pred njim neke podobne zadeve probavali, ampak on je nekako najbolj izpopolnil tako imenovano Vižinejevo šifro, kako se zdaj imenuje. Ne? Pa dajmo si kar na primeru pogledati, boste najlažje videli, kako se ta Vižinejeva šifra uporablja. Recimo, da je naš tekst, ki bi ga želeli nekomu poslati, pa nočemo, da bi ga kdo prebral, kar prva kitica naše himne, življenja vsi narodi, ki jih repe ne dočakati dan. Ne? Izberemo si ključ, ki je v tem primeru poljubna beseda. Ne? Izberemo si ključ, ki je v tem primeru poljubna beseda. Ni važno, koliko je njena dolžina, karkoli že. V našem primeru, recimo na čas Prešerno, ne bo ta ključ Franc. Ne? No, potem pa naredimo naslednjo stvar. Napišemo najprej tekst, ki ga hočemo šifrerati. Zopet. Življenja vsi narodi, ki jih repe ne dočaka dan. Pod ta tekst napišemo naš ključ zaporedoma, kolikokrat pač gre. Ne? Franc, 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 Franc in tako naprej. Ne? V tem primeru se je pač ravno izšlo, ne, da se tudi, ko se ta vers konča, se ravno konča tudi ključ Franc. Ne? Če bi tukaj manjkala par črk, bi pač tudi samo pol gesla napisal, koliko je treba. Ne? Potem pa pod vsako črko gesla napišemo njeno mesto v abecedi. Tukaj so mesta v slovenski abecedi. F je 7 v slovenski abecedi, R je 18, A je 1, N je 15, C je 3. In zopet 7, 18, 1, 15, 3, 7, 8 in tako naprej do konca. Ne? Že vidite, kam prstaco mojim. Za ta prvo črko, to je ta Ž, bomo uporabili zamik za 7 mest v tem primeru zopet slovenski abecedi. Za ta drugo črko zamik za 18 mest, za ta tretjo zamik za 1 mesto, za četrto zamik za 15 mest, za peto zamik za 3 mesta. Potem se pa vse ponovi, za šesto zamik za 7 mest in tako naprej do konca. Kaj smo s tem dosegli? A se bo zdaj v tem primeru A vedno v isto črko
zamenjal. Ja ne, ker je odvisno tudi od tega, na katerem mestu v tem našem tekstu leži. Ne? S tem smo pokvarili to frekvenco teh naših črk v tem zakoderanem tekstu. Ne? Frekvenca ne bo več taka, kot je v naravnem tekstu, se pravi, kjer ima recimo v angleščini E največjo frekvenco, ne? Ampak bo pokvarjena in bo ta frekvenčna analiza odpovedala v tem primeru. Ne? Vižinejeva šifra je kar dosti časa veljala za praktično nezlomljivo. Ne? Skoraj 3 stoletja je trajalo, da je kasijski nemški oficer, pač takrat še nemški cesarski vojski, ki se je tudi po svoji dolžnosti nekako v vojski ukvarjal s kriptografijo, opisal, kako jo lahko zlomimo, na kakšen način lahko tudi tukaj, kako lahko naredimo to Vižinejevo šifro ranljivo, zaranljivo. Njegova ideja je bila genialna na ta način. Vedno do njega, mislim, do takrat, ko je on objavil ta napad na to Vižinejevo šifro, so bili vedno vse te kriptoanalitične metode usmerjene v to, da bi razbrali, kaj je ključ. Ker očitno, če vi poznate, kaj je ključ, ne, če veste, da je ključ Franc, ne, lahko to zašifrirano besedilo, pač prvo črko premaknete za 7 nazaj, drugo za 18 nazaj in tako naprej je potem vse rešeno. Nobene težave več, ne. Ampak vsi ti poskusi so se pri Vižinejevi šifri izkazali za neuspešne. On se pa ni osredotočil na ključ, ampak na dolžino ključa. Ne? Vprašal se je, kako lahko pri Vižinejevi šifri odkrijemo, koliko je bila dolžina ključa. Ker kaj se zgodi, če bi poznali dolžino ključa? Ne? Kaj se zgodi, če poznamo dolžino ključa? Recimo, da v tem primeru nekako odkrijemo, da je dolžina našega ključa 5. Ne? Na kakšen način je vsaka 5. črka v našem besedilu zašifrirana? Z zamikom za 7. Ne? Druga, 7. in tako naprej, z zamikom za 18 in tako naprej. Ne? Če mi ugotovimo, da je dolžina našega ključa 5, ne? Potem enostavno vzamemo vsako 5. črko ven, ne? Prvo, 6., 11. in tako naprej. In te črke so zašifrirane z istim ključem Cezarjeve šifre. Ne moramo zdaj kar probati vseh 25 možnosti, ker je to vsaka 5. črka in nam ne bo ravno tako nič smiselnega vam prišlo. Ampak zopet pa lahko uporabimo to substitucijsko, to frekvenčno analizo. Ne? Vsaka 5. črka se zopet premakne za enako mest naprej in E se bojo vedno preslikali na vsakem 5. mestu v isto črko. Ne? In brž pa imate na voljo zopet za dost besedila, ne? Dost ga morate imeti, to je vedno predpostavka, ne? Potem lahko na tak način sicer težje kot pri navadni substitucijski šifri tudi to Vižinejevo cifro zlomite. No, kako pa lahko, ne, glavni pridonos kasijskega je bil, da je pokazal, kako lahko dolžino ključa dobimo. Ne? Kaj se zgodi, če z Vižinejevo šifro šifrirate dosti dolgo besedilo? Slej ko prej se vam bo zgodilo, da bo ena skupina besed bila zašifrirana, ki stoji skupaj, bila zašifrirana z istim ključem in se bo zato v isto skupino besed, v isto skupino črk zašifrirala. Tukaj je zdaj samo izsek, če bi hotel na isti način, z istim ključem, zašifrirati prva 2 verza, ki jih žena vsi narodi, ki jih repe ne dočakati dan, tako da sonce hodi, pred kateri sveta bo pregna. Če smo si izbrali dolžino ključa 5, se vam, če si boste to napisali na list papirja, se vam bo zgodilo, da se skupina ODI v narodi in pa ODI v hodi slučajno obe dve zašifrirata ravno z NCF. To se pravi, O premaknete za 15 mest naprej, D premaknete za 3 mesta naprej, I za 7. In isto se vam bo zgodilo v skupini ODI v besedi hodi. Ko vi pogledate ta zašifriran tekst, boste naleteli na 2 mestih
na skupino črk EGP tukaj in EGP tukaj. Ne? Nekako nenavadno, oziroma zelo malo verjetno, da bi se to naključno zgodilo. Bolj verjetno je, da se je to zgodilo zaradi tega razloga kot tukaj, da se je slučajno ena skupina črk, v našem primeru ODI, zašifrirala ravno z istim ključem. Pa kaj vam to pomeni? Kaj to pomeni? Kaj lahko iz tega sklepamo? Ne? Če preštejemo, koliko je črk med ODI v besedi narodi in ODI v besedi hodi, sta ti dve skupini ODI 35 mest narazen. Torej mora biti dolžina ključa koliko? Delitelj števila 35, da se je tokrat ravno ponovilo tistih NCF, kaj smo imeli že prej. Ne? No, delitelj števila 35 ni gost, ena je koliko brez veze, ker je to potem običajna Cezarjeva šifra, ne? 5, 7, 35. Ne? Imamo tukaj že zelo malo možnosti, koliko je dolžina ključa. Če nam uspe dobiti še dva kakšna taka segmenta, med katerima je recimo pa razdalja 15, vemo, da mora biti potem dolžina ključa delitelj števila 15, to so pa 1, 3 in 5. Edini skupni delitelj obeh teh dveh je 5, pa vemo že, da je dolžina ključa 5. Nadaljujemo, kot sem prej razložil, ne, pa smo na tem, ne, da lahko potem s to običajno, frekvenčno analizo razbijemo šifre. Ne? Ok. No, vsi ti sistemi za šifriranje, o katerih sem zdaj govoril, delujejo na nivoju črke. Ne? Vsako črko zamenjate po nekem sistemu z neko drugo črko. Ne? Bistvena prednost tega, ne, v dan današnjem času, neko imamo na voljo računalnike, je, da se ti sistemi lahko zlahka implementirajo kot neki računalniški programi. To je nek algoritem odzad, kako to naredimo, ne? In to lahko računalnik namesto vas dela. In je šifriranje in dešifriranje zelo hitro. Ne? Je pa to tudi seveda slaba stran, ne? Ker če nekdo lahko ta sistem, kot smo videli v vseh teh primerih do zdaj, ne? Neko slabost tega sistema odkrije in s pomočjo te slabosti potem vam kvari nemiren spanec. Pri Cezarju je bila slabost, da je premajhno število ključev, pri substitucijski šifri, da ohranja frekvence, pri Vižineju je ta dolžina ključa, ne, in tako naprej. Ne. Druga možnost, kako zašifrirate sporočilo, pa je, da vi kar enostavno se dogovorite, s čim boste zamenjali besede. Ne vem, recimo rečete, ko se bomo mi pogovarjali, ne, bo pa država, beseda država, se bo nadomestila z neko skupino črk ali pa z neko skupino številk, ki ni nujno sploh, da ima kak pomen. Ne. Beseda predsednik se bo nadomestila s to skupino znakov, beseda, ne vem kaj, vojska, s to skupino znakov in tako naprej. Ne. Zopet, kaj so prednosti, kaj so slabosti? Ne. Prednost je očitno ta, da se tukaj povsem naključno dogovorimo za besede, ne, in njihova nadomestila. Ne, in tukaj ne morate nič uporabljati od tega, kar smo zdaj tukaj govorili. Ne. Je pa tukaj kar neki slabosti. Ne. Prva slabost je ta, da morate imeti vi, zato da znate potem s to šifro rokovati, dve debeli bukli, ne, dva slovarja. Ne. Eden je slovar v eno smer, eden pa v drugo smer. Ne. Eden slovar vam bo pomagal pri šifriranju, ki vam bo povedal, s čim zamenjate besedo država, boste povedali po abecedi, boste prišli do države in boste videli, s čim nadomestite. Ne? In tako naprej. Ta druga bukva vam pa mora potem povedati, kako dešifrirate. Ne? V sporočilu, ki ste ga dobili, dobite neko skupino znakov in vi morate potem pogledati v ta spisek, ne? Kateri besedi ta skupina, nesmiselna skupina znakov ustreza. Ne? Zato morate imeti dve knjigi. Tudi vi, če hočete vedeti, kaj pomeni haos v slovenščini, ne boste šli vedeti v slovensko-angleški slovar, v tisti drugi vrstici, dokler ne boste slučajno naleteli na haos. Ne? Ampak boste morali pogledati v angleško-slovenski, ker so po abecedi angleške besede, ne, da pridete prej do rešitve. Ne? Prva slabost je te ogromne bukve, ki jih morate imeti, pa nekje na računalniku mora biti to, ne, in ste tukaj že ranljivi. Druga stvar je pa ta, ne, druga stvar je pa ta, da
če vi veste, kdo se pogovarja, veste, katere besede se bojo v teh sporočilih največkrat pojavljale. Če gre za neke pogovore na neki vojaški ravni, veste, da se bojo tam uporabljali, bojo bolj pogoste besede, kot so, ne vem, četa, poveljnik, ne vem kaj, ne boste govorili tam o krofih in pa ne vem če. Če je to diplomacija, neposredi, bojo neke besede, kot so država, republika, predsednika, ne vem kaj bolj pogoste. In je ta stvar tudi bila mnogokrat uporabljena za to, da so take šifre razbiti. Tukaj pri teh šifrah je še matematika najmanj zraven, mogoče neka verjetnostna analiza, kot sem rekel prej, statistična analiza, ker besede so najbolj pogoste. Je pa v zvezi s takim načinom šifriranja ena zelo zanimivo dejstvo, zgodovinsko pravzaprav. Avgusta leta 1914, zelo na začetku druge svetovne vojne, so Angleži dejansko naredili naslednjo stvar. Šli so z ladjo pred nemško obalo in izvlekli z nekim sidrom, ne vem na kak način, nemške podvodne telefonske kable in jih uničili, presekali so jih. S tem so onemogočili komuniciranje Nemčije z ostalimi državami, ki so bile še nevtralne, tako da na način, kjer ne bi mogli nemških sporočil prestrezati. Vse ostale možnosti so bile zdaj bodisi radijske povezave, ki so jih seveda prestregali, bodisi neke telefonske linije, ki so pa vse potekale preko nekih central, ki so jih nadzorovali Angleži oziroma njihovi zavezniki. Arthur Zimmermann je bil nemški zunanji minister v času Prve svetovne vojne in je preko nekih teh kanalov, ki so jih Angleži, kot sem povedal, nadzoroval, poslal naslednji telegram. Telegram je bil poslan najprej v nemškemu ambasadorju v Ameriki z naročilom naj ga prepošlje nemškemu veleposlaniku v Mehiki. Očitno z Mehiko ni bilo neke direktne povezave, kakoli že, zato je šlo to preko Amerike. Angleži so to sporočilo prestregli. Vsaka skupina števil tukaj ustreza neki besedi. Že odprej so ta sistem šifriranja imeli na pol razbit. Ta telegram jim je potem pomagal, da so ga dokončno razbrali. In tukaj je pa telegram, ki je bil potem poslan, ne vem komu, se pravi, šefom vojske, oziroma šefom vlad Amerike in pa Anglije. Iz tega telegrama je postalo jasno, da Nemčija v bistvu snubi Mehiko naj stopi v primeru, ko bo, če bi Amerika stopila v vojno na strani zaveznic, da naj Mehika stopi v vojno na strani Nemčije, Avstro-Ogrske in te, ki so se borili na tej strani. V zameno so jim obljubljali Teksas, Novo Mehiko, New Mexico in pa Arizono, ta ozemlja tam ob meji, ki so da tako že dolgo spor med Mehiko in pa Ameriko. In je pa ta telegram pomemben zaradi tega, ker je bistveno pripomogel k temu, da se je potem javno mnenje v Ameriki obrnilo v prid vstopu Amerike v Prvo svetovno vojno. Prej je bilo izrazito nenaklonjeno temu, po tem telegramu pa se je mnenje javno spremenilo. Amerika je potem res stopila v Prvo vojno. Ko je Amerika stopila v Prvo vojno, je Mehika uradno odgovorila na ta telegram, da se jih seveda nič ne tiče. Tako da, kot en tak primer, ki kaže, da je ta kriptografija oziroma kriptoanaliza v tem primeru zelo pomembna in ima lahko zelo velike posledice na tok zgodovine. No, potem pa še en primer pa iz naših domačih krogov. Tu pa imenovana komunikacija Mačkovšek misel. Malček zopet zgodovinskega ozadja tega, tukaj se moram za material v zvezi s tem zahvaliti kolegu Bajcu iz ZRS-ja, škoda ni tukaj, bi nam lahko nekaj več o tem povedal. Mačkovšek, Jakob Mačkovšek in pa Vladimir Misel sta bila oba sodobnika doma tam nekje iz bližine Idrije. Mačkovška slike nisem dobil, to pa je slika Vladimirja Miselja. Misel je bil za časa kraljevine Jugoslavije zelo pomemben diplomat. Deloval je v Društvu narodov v Švici, ki je bila nekako predhodnica OZN-a. Zelo visoko je bil v teh krogih tam.
Zdaj, z izbruhom druge svetovne vojne je to društvo narodov prenehalo delovati, on pa je potem ostal v Švici. Sta bila pa oba s tem Mačkovškom simpatizerja oziroma podpornika imigrantske jugoslovanske vlade v Londonu. Veste, ko so se zgodil napad na Jugoslavijo, strani Nemčije je takratna vlada kraljevine SHS emigrirala v London. Nekateri niso priznavali, nekateri so bili njeni simpatizerji, no in oba dva, Mačkovšek in Miselj, sta bila simpatizerja nekako te imigrantske vlade in sta vzpostavila preko Švice, ker je Miselj živel nek komunikacijski kanal, s katerim je Mačkovšek pošiljal podatke tej imigrantski vladi v Londonu, oni pa nazaj, da so lahko komunicirali. In to je vse potekalo od leta 1942 do leta 1944, ko sta oba umrla, in Mačkovšek in Miselj, takrat se je potem ta komunikacija prekinila. No in v enem izmed pismov, ki jih je Mačkovšek poslal Miselju in ta potem naprej v London, lahko preberemo naslednje. Najprej malo potarna, da jim lahi, to je Italijani, maček nagajajo in pobirajo radioaparate, ampak da oni bodo vseeno oddajali in sporočali informacije v Švico in potem naprej v London. No, kar je za nas pomembno, je to, kar pravi na koncu. Ključ po angleškem načinu z uporabo aškrca, prvi dve številki stran, drugi dve vrstica. No in je potem podan še en primer, nekakva inštrukcija v tej komunikaciji, kako se to dela. Prva vrstica, ko imate pred samostanom, potem so neke številke, potem pa je besedilo, ki ga hočejo poslati. Pošli nam novih vesti, stop, smo še vedno v bodeči žici, stop, prehoda ni nobenega. No in iz tega je razvidno, da je to primer tako imenovane transpozicijske šifre. Pa bom potem razložil ime, zdaj bom pa razložil, na kakšen način to poteka najprej. Ključ po angleškem načinu z uporabo aškrca, prvi dve številki stran, drugi dve številki vrstica. Tukaj je bila ključ neka konkretna knjiga aškrca. In pa številka strani v tej knjigi in številka vrstice v tej knjigi. Če si imel na razpolago to knjigo in si vedel za ta pravo številko strani, za ta pravo številko vrstice, si videl, da je v tej knjigi vrstica na tej določeni strani pred samostanom. To so verjetno neke pesmi, to so malo krajše vrstice in je pred samostanom. Kar je zdaj naredil pošiljatelj tega sporočila, je naslednje. Najprej je pogledal, kje se v tej vrstici pojavi črka A, od leve proti desni. Tam, kjer se prvič pojavi, je napisal enko, tam, kjer se drugič pojavil, je napisal dvojko. Če bi se še kje pojavila, bi bila trojka in tako naprej, dokler imamo A. Potem pogledamo B. B-ja ni, C-ja ni, Č-ja ni, pridemo do D-ja. D se pojavi enkrat, mu damo trojko. E se pojavi enkrat, mu damo štirko. Naslednja, ki se pojavi, če gremo potem po abecedi, je M, ki se pojavi dvakrat. Ker se prvič pojavi, damo petko, ker se drugič pojavi, damo šestko. In tako naprej do konca, tako da dobimo od spodaj na videz neko naključno razporeditev, oziroma kot temu rečemo permutacijo, število od 1 do 14. Število od 1 do 14 se je v tej drugi vrstici 14, zato ker je vseh črk v tisti vrstici pred samostanom. Nekako naključno so, naključno v navednicah, premešana. Pod to zdaj napišemo v skupinah po 14 besedilo, ki ga hočemo poslati, zašifrirati. In kaj naredimo? Preberemo ga po stolpcih. Najprej po tistem stolpcu, ki ima številko 1, potem po tistem stolpcu, ki ima številko 2 in tako naprej do konca in dobimo tako na prvi pogled brezvezno blebetanje. ISVPN, to je prvi stolpec. Tukaj ISVPN, potem imamo drugi stolpec OMČOX, tukaj smo z X-om samo nadomestili te prazne prostore, da smo ravno vso ta delo zapomnili, in tako naprej, in tako naprej. Tisti, kaj je
ključ, ne, ki ima to pred samostanom, si bo ravno tako lahko tiste številke napisal in zdaj bo obratno naredil. Ne. Vzel bo to zašifrerano sporočilo, ne, prvih 5 črk bo napisal pod številko 1, drugih 5 črk pod številko 2 in tako naprej. In ko bo to vse naredil, bo pa zdaj vodoravno prebral sporočilo, ta pravo sporočilo. Ne. Zakaj je to transpozicijska šifra? Prej smo imeli opravka s substitucijsko šifro, zdaj pa s transpozicijsko. Substitucijska je bila, se je tako imenovala zato, ker smo vsako črko nadomestili z neko drugo črko. Tukaj pa črk ne nadomestimo z nekimi drugimi črkami. Ne? A vedno ostane A. Samo premečemo jih v tem besedilu. Pozicije jih zamenjamo. Ne? Pozicije jih zamenjamo v besedilu. A vedno ostane A. Tukaj B ostane B, C ostane C. Ne? Tako da ne gre za to, da šifre zamenjamo, ampak jim zamenjamo mesta. Zato tudi tukaj odpade tista frekvenčna analiza, ker črke ostanejo iste črke. Ne? Zato je to transpozicijska, transpozicijska šifra. Ne? To transpozicijo lahko, to zamenjavo črk lahko naredimo tudi na kak drug način, tukaj je ta s pomočjo te knjige. Ne? Ne? No, kaj pa varnost? Ne? Zopet, kaj pa varnost te transpozicijske šifre? Ne? No, izkaže se, da tudi tukaj prav kaj dost. Se ne moramo zanašati na to šifro, še posebno, če kakšne zelo zadeve pošiljamo. Ne? Najprej, kaj bo dolžina ključa v našem primeru 14, ne? Število črk v tisti vrstici pred samostanom? Ja, vsaj ponavadi bo to delitelj števila vseh črk v sporočilu. Ne? Mi smo tukaj, ne? Nalašč tukaj od spodaj z x-i nadomestili, ker sicer, če ne izpolnite te tabele do konca s temi x-i, je potem pri dešifriranju problem, ker ne veste, koliko jih morate pisati v stolpec, ali boste pisali 5 ali boste pisali 4. Ne? Tako da imamo, ne? Ker smo zdaj s temi črkami ravno celo tabelo izpolnili, ne? Bo dolžina ključa verjetno delitelj števila vseh črk. No, ko pa ugotovimo dolžino ključa, se pa potem da ostalo razbrati z enostavnim anagramiranjem. Pa bom kar na primeru pokazal, kako. V tem našem primeru, tistem prvem, je število vseh črk 70. 70 je 5 krat 14, to se pravi dolžina ključa bo bodisi 5 ali pa 14. Tista vrstica na začetku, pred samostanom, ali bo imela dolžino 5 ali 14, v našem primeru 14. Ne? Gremo lahko recimo po vrst, probamo najprej 5, potem pa 14. Ne? Recimo, da je ključ dolžine 14, da smo ugotovili, da je ključ dolžine 14. Ne? Dajmo zdaj pogledati vsako peto črko tajno vpisa. Se pravi, vsako peto črko, vsako prvo črko od teh skupin po 5. Ne? To so ravno črke te prve vrstice teksta, ki ga pošiljamo, ampak nekako premešane. Ampak veste, da so to črke prve vrstice. No in ko jih imate, črke te prve vrstice, I, O, L, Š, N, H, V, A, I in tako naprej, enostavno probate jih malo premešati, tako da dobite kakšne pametne besede. In če vam to uspe, dobite recimo v tem primeru pošljina novih, to nekako lahko sestavimo iz tega, pa imamo že odgovor na to, kako je sporočilo zašifrirano. Seveda ne gre tako lahko, kot jaz tukaj mačem pomaham z rokami. Včasih je potrebno en kup dela, ampak vi morate vedeti, da v primerih, ko je šlo zares, so bile te vojaške sile po cele skupine ljudi, ki so se s tem ukvarjali, se lahko eno so dali tihle, če je dolžina ključa 5, tihle, če je 6, če je 7, njemu je potem na koncu uspeli. No, naj pa, ček za šalo, malo zares zaključim z Švejkom. Tudi Švejk se je ukvarjal s kriptografijo. Če greste brati nekakve prigode dobrega vojaka Švejka v prvi svetovni vojni, je tam eno poglavje, ker se peljejo ta vojska, mislim, da to Avstro-Ogrska verjetno, se je peljala z vlakom na rusko fronto. Potovanje je dolgo trajalo, zato so poveljniki med to vožnjo organizirali tečaj kriptografije za oficirje. No in tam je prav opisano, ta inštruktor oziroma predavatelj in tam razlaga,
en ta šifrerni algoritem, sistem, ki je zelo podoben temu, ki sem ga jaz zdaj razložil s knjigo, ne, ta Mačkošek misel, ne, malce drugačen, ne, zopet se gre tam, da moraš imeti točno določeno knjigo, točno določeno stran v tej knjigi in potem s pomočjo tega lahko ta besedila šifriraš in šifriraš, ne. No in on se tam trudi, razlaga, oni nič ne razumejo, imajo, oni gledajo svoje knjige, nekaj ne štima, ne gre skupaj, vse gre nekaj križem, ne. In to se potem pregovarjajo, kaj narobe, na koncu se izkaže, da ima ta predavatelj drugi del nekega romana, oni oficeri, ki so poslušali ta kurs, pa prvi del tega istega romana, ne. In jasno, da je bila potem stran v tem romanu 52, recimo, različna v prvem kot v drugem delu, ne. No, potem ugotovijo, kdo je te knjige dostavil in seveda tukaj se pojavi Švejk, ki je te knjige dostavil in ga grejo zaslišati, kako je zdaj to, ne? Zakaj si prinesel ti prvi del, če so ti naročili drugi? In pravi Švejk, ja, saj so mi naročili drugi, ampak kako bi oficeri brali drugi del, če še prvega niso prebrali? Pa sem najprej prinesel prvi, potem da bi pa še drugega prebrali. Tako, toliko. Najlepša hvala za pozornost, če pa kako vprašanje, pa če bom znal odgovoriti. Veste, mogoče, kako so pa v drugi svetovni vojni Nemci šifrirali svoj enigmo? Kakšen način je bila narejena? Enigma je bila na podoben način narejena kot ta Vižinejeva šifra. Na nek način se vsaka črka zamenjala, ampak ne vedno z isto, nekako z drugo. Kar je bila pa njihova prednost, da so prav nek poseben pisalni stroj naredili, da je šlo to zelo avtomatično. To. Ampak zdaj ne bi pa vedel bolj točno, kako je to delovalo, pa ne bi vedel. Ali različne šablone so se dali? Ja, to je bil ključ. Ti si moral poznati, katera šablona je in potem si lahko to To enigmo, recimo, so na strani angleških, znani matematiki, pomagali razvozlati. Recimo Alan Turing, takrat matematik in računalničar, teoretični računalničar, je bil eden glavnih tam, ki je to delal, tako da to niso bile tako stvari, kar tako malo, so bile resne zadeve. Prej sem menil tistega čitalca za kartice, še na začetku. To se spremeni stalo neka cifra, Ja. No, če gledate v Banka Koper, Nova KBM, Deželne, vam pokaže zmeraj isto cifro, isti čitalci, tukaj so vse banke. Ja, to je, ne vem, se pravi, prav tukaj se s tem ne ukvarjam, ampak to je potem sigurno verjetno neka slabost, ki je, Nekaj, ko se kot vpraša, druge banke pa imajo to digitalno potrdilo, Pa tle tudi gre za neko šifriranje, ki ima vsak svoj ključ in ga nekako... Ja, ampak digitalno potrdilo je nekaj drugega, Digitalno potrdilo je v bistvu samo, je v bistvu to, da ti tebi ni treba fizično podpisati določene stvari, Ja, mislim, da niso pri digitalnem potrdilu, ti lahko zakodiraš nekomu svojim in imaš javni ključ pa privatni ključ. Ja. Zato, da tisti, ker tukaj imate, zdaj danes ne govorim zdaj o tem, je tukaj več problemov, ki so povezani. Eden je ta klasičen, o katerem sem govoril, da nočete, da bi vam sporočila bral, Ampak tudi zdaj, recimo, ko dobim jaz po mailu od nekoga nek mail, nič ne vem, a mi ga je res on poslal, a se je nekdo drug na njegov račun prijavil, Se pravi, rabim tudi nekaj kot potrdilo, da je tisti pošiljatelj res ta, ki se predstavlja, da je. In to je potem pa s pomočjo tega digitalnega potrdila. To so, nekateri postopki so zelo podobni, eni se uporabljajo za šifriranje, eni pa za ta, In to je, res kot ste omenili, ta kriptografija javnih ključev je zdaj najbolj uporabna. Jaz bi sam še to omenil, zdaj, ki je bil ta primer s tem literarnim junakom. Tudi Sherlock Holmes je imel en primer opisan, ko je razvozlal eno pisavo sestavljeno iz enih možicev, ki so nekako plesali. Mislim, da je naslov Plešoči možici. In je rešil prav na ta način s frekvenčno analizo. Je najbolj pogost možic je bil črka in pol je počasi sestavljal in rešil primer.
to ne vem, za ta To je primer. Sem pa čul še za en primer v zgodovini, pa zdaj ne vem podrobnosti, ki so včasih so celo, to je moglo biti pa najbolj že stari vek, ko so v besedilo vrisali nekako na kožo, verjetno z nožem, ampak je bilo ovito na eno palco, ne, in glede na premer te palce, če si imel enako palco, pa ovil nazaj, se je To je dalo prebrati. en poseben primer te transpozicijske šifre. Uno so napisali na trak, ta trak so ovili okrog palce Ja. in potem prebrali vzdolž palce. Ne? In zdaj je bilo odvisno od tega, koliko je bila palca debela, kako so se te črke ravno prekrile. Ne? Sprav, zopet nisi zamenjal črk z nekimi drugimi, ampak si jih samo prebral v nekem drugem vrstnem redu, ne, zaporedu. Ne? To je to zopet primer te transpozicijske šifre. Ja. Ta transpozicijska šifra nastopa v več reinkarnacijah. Ne? Samo nek dost v navednicah enostaven model si moraš zmisliti, kako boš te črke premetal, tako da jih znaš potem tudi nazaj zložiti. Ne? Da si tako še bolj komplicirane palce zmislil. Ja, mislim, da vse. Če ni nobenih vprašanj, se zahvalim predavatelju. Zahvaljujem se tudi v bistvu zanimanjšim darilom, ki vam ga poklanja Agenska kletva Tomas. Zaradi tega sam Tomasa vedno idem Hkrati bi pa vas rada tudi povabila na naslednje naše predavanje, in sicer 23. oktobra, ko bo predaval dr. Matjaž Konvalenka. Naj poudarim, da vsa ostala predavanja bodo potekala v prostorih fakultete FAMNIT. Za tisti, ki še nikoli niste bili pri nas, v bistvu greste samo tukaj po Kidričevi ulici, malenkost bolj dol, pa na Muzejskem trgu na desni strani, v prostorih pošte, verjetno. To verjetno pa že poznate, večina pa mislim, da ste že bili pri nas. Torej, ustaljeni prostori. Torej, 23. oktober, danes pa, kot se za otvoritev spodobi, vas pa lepo vabim tukaj v predverje na eno manjšo zaposlko.